Pozdravljeni v podkastu Moč gospodarstva. Vsi razmišljamo o tem, kako kar največ dobiti za svoj denar, slej ko prej pa tudi, kako poskrbeti za finančno varnost po upokojitvi. Kako nam gre pri ravnanju z denarjem, se bova pogovarjala z Bojanom Iljaničem, višjim specialistom v sektorju prodaje in marketinga v družbi za upravljanje Zava Infond. Pozdravljeni, gospod Iljanič. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Kam bi vi zdaj dali svoj denar, če bi na račun prejeli 100.000 evrov? To je vprašanje za 1 milijon evrov, oziroma v tem primeru za 100.000 evrov, iz katerih bo nastal milijon še. Ne? Pa če mogoče vas na začetku izzovem, kam bi pa vi investirali, kaj pa bi vi kupili? Verjetno bi najprej pomislila na nakup nepremičnine, ampak verjetno bi potem zelo hitro ugotovila, da to ni najbolj dobra ideja. 100.000 mi težko, ne? No, ja. Ampak po redu, dobro razmišljate. Tukaj ni enega odgovora. Ne? Zdaj, kako bi jaz mogoče v tem primeru razmišljal, pa kakšen je moj odgovor? En tak dolgočasen je. Odvisno. Ker vedno, preden en sam evro, kamorkoli vložimo, si moramo odgovoriti na 3 ključne vprašanja. Kakšen je moj cilj, kakšen je moj časovni horizont in kakšna je moja toleranca do tveganja. Torej, zakaj bom jaz ta sredstva potreboval? Ali bom potreboval čez 25 let za pokojnino, ali bom potreboval za šolanje otroka čez 15 let? Danes je študij skoraj da brezplačen, čez 15 let bo, letnik 5-10 evrov. Ne? Ali je moj cilj nakup stanovanja čez 7-10 let? Ali pa moj cilj samo plemeniti svoje premoženje. Tako da cilj potem definira časovni horizont. Torej, kdaj bom jaz ta sredstva potreboval? Ali bom rabil čez leto, 2 za nakup nepremičnine? V tem primeru je verjetno najboljše, da imamo sredstva nekje na bančnem računu, na varčevalnem računu, mogoče kakšne kratkoročne obveznice. Če pa sredstva ne potrebujem, na daljnih 10-15 let in več, potem se mi pa odpre cel spekter nekih možnosti, nekih potencialnih naložb, ki mi lahko prinesejo precej višji donos. Potem je pa še ključno vprašanje, kakšna je moja toleranca do tveganja. Jaz se moram vprašati, kako bi se jaz počutil, če bi vrednost mojega premoženja čez eno leto bila 10, mogoče 20% nižja. Ne? Ali bi panično prodajal, ali bi to sprejel kot neko normalnost, mora biti napad izkoristiti tudi za kakšne dodatne nakupe. Ampak verjetno želite od mene slišati prvo nek konkreten, hipotetičen odgovor, kako bi jaz razmišljal, oziroma kaj bi jaz naredil. Zdaj, če predpostavim, da so to neka sredstva, ki so dopolnitev mojega portfelja, bi nekje 5-10% sredstva namenil v zlati rezervi. Neka varnostna rezerva. To je namenjeno nekim izdatkom večjim, ki so nepredvideni. Ali pa verjetnost izgube zaposlitve. Se, ko iščemo novo službo, ni fajn, če imamo zraven še finančni stres prisoten. To naj bi bilo 3-6 mesecev izpada prihodka. Za podjetnike je to 12 mesecev, ker njihov posel je baziran na njihovi prisotnosti. Če njih ni, posla ni. 70-80% portfelja bi kot jedro investiral globalne sklade, Amerika, Evropa, malo trgov v razvoju, del verjetno tudi v kakšen hitro rastoči sektor, recimo tehnologije. S to razpršitvijo bi pobral vse te donose, ki jih prinaša svet. En manjši del, tam 10-20%, pa bi zelo verjetno namenil kakšnim megatrendom za naslednja desetletja, ki naslavljajo demografijo, biotehnologijo, umetna inteligenca, mogoče tudi blockchain in tako dalje. S tem bi pa verjetno dosegel neke više donose v prihodnosti, potencialno. Ampak pomembno, če se vrnem na vaše vprašanje, je pomembno, da se premaknemo od tega vprašanja, kaj naj kupam, k vprašanju, kako pa naj sestavim svoj portfelj. Kakšna naj bo moja strategija? Katere cilje želim doseči? Velik del Slovencev bi glede na podatke, ki jih imamo, zelo verjetno ta denar namenil oziroma vložil na banko, v bančni depozit oziroma celo ga obdržal kar na računu. Kakšne pa so sploh alternative? Kako dobra ponudba varčevalnih produktov je v Sloveniji? Ja, v Sloveniji smo, mislim, da kar tako že tradicionalno zelo konzervativni, pa je tudi to malo razumljivo, mogoče še iz prejšnjega sistema, pa tudi depoziti na banki so v preteklosti prinašali neke donose, ki so bili višji od inflacije, tako da smo že sredstvi na banki lahko ohranjali vrednost premoženja. Danes se je pa
v zadnjih letih se je slika kar obrnila na glavo in je depozit, varnost depozita ena taka iluzija. Čisto konkretno številke pogledamo. Povprečna obrestna mera na banke je trenutno tam 1,5, 1,6 letno. Inflacija je krepko na 2%. Tako da, če upoštevamo še nek davek na obresti od vezanih depozitov, letno zgubimo pri vezavi 1 odstotno točko oziroma 1%. Če nimamo vezanega denarja, to pomeni 2%. V 10 letih je to 20% kupne moči. Danes jaz lahko kupam Senika, čez 10 let si bom kupil mogoče samo še Cliota. Torej ni pomembno, koliko imam denarja na računu, ampak kaj si s tem denarjem kupam. Po zadnjih podatkih Banke Slovenije imamo Slovenci 28 milijard na računih. To so sredstva na vpogled. Si predstavljate, da bi samo 10% od teh sredstev zadnjih 5 let investirali na globalnih kapitalskih trgih, v povprečnem donosu 8%. Pa je bilo zadnjih nekaj let več. Ampak recimo 8%. To pomeni, da bi v Sloveniji ustvarjali okrog milijardo dodatnega premoženja. 100 milijardov bi po teh cenah nepremičnin v Ljubljani lahko kupili 3000 stanovanj. Zgradili bi jih lahko 5000. Zdaj, kar se pa alternativ tiče, k sreči v Sloveniji imamo zelo veliko nekih možnosti. Pa dostikrat se pokaže, da so ravno vzajemni skladi, ki jih ponuja Družba za upravljanje Slovenije, tako tudi Sava Infond, najprimernejša izbira, ker že z majhnimi zneski omogočajo to neko razpršitev premoženja in ta razpršitev je nek ključni koncept pri obvladovanju teh tveganj, sploh za nove vlagatelje. Družba za upravljanje pa v bistvu omogočamo investiranje v cel svet, globalno, vse regije, tudi sektorje, tudi trajnostno investiranje, omogočamo tudi investiranje v neke bolj konzervativne vrednostne papirje, kot so obveznice, različnih ročnosti. In je pomembno to, da je razumljivo, torej komunikacija poteka v slovenskem jeziku, je varno, Družba za upravljanje samo pod strogo regulativo, tudi Agencije za trg vrednostnih papirjev, Banke Slovenije in tako naprej. In pa zelo enostavno je. Pomembno je, da ta pristop, ko se stranka res dejansko odloči, da želi oplemeniti svoje sredstva, da je ta pristop potem zelo enostaven, administrativno nezahteven. Dostikrat je še enostavnejši od recimo neke tuje konkurence, to so ponovadi kakšni borzne posredniške hiše, velike iz tujine, ki pa res da ponujajo dostop do tisoče delnic, ETF-ov. Ampak v praksi se potem pokaže, da so to tudi neki produkti, ki so bolj namenjeni nekim strankam, ki zelo dobro poznajo, vejo, kaj delajo, vejo, kaj želijo, ampak za vlagatelje, ki pa želijo samo razpršiti svoje premoženje, se v svoj prosti čas nameniti družini, službi, hobijem, imeti hkrati tudi aktivno upravljena sredstva, so pa vzajemni skladi velikokrat primernejša naložba. Za nekega povprečnega Slovenca torej ni to najprimernejša verjetno zadeva. Verjetno pa določen delež je, ljudi, ki pač ovladajo, imajo čas in jih zanima verjetno tudi. Česa pa nas je strah v Sloveniji? Zakaj v bistvu denarja ne spustimo na kapitalske trge? Ja, to je en tak občutek, mislim, da mu strokovnjaki pravijo, to je stanje čustveno, finančna anksioznost. Mislim, da je bila ena raziskava na Stanfordu upravljena v Ameriki, ki je pokazala, da ljudje vsak teden 8 ur razmišljajo o nekih svojih finančnih izzivih, težavah in tako naprej. 4 ure od tega razmišljajo v službi. To še zmanjša njihovo produktivnost. Večkrat razmišljajo o zamenjavi zaposlitve in tako naprej. Tako da to je neka težava, ki naslavlja našo neko prihodnost naše družbe. Ne? Zdaj, iz mojih izkušenj, kaj je tisti nek glavni razlog? Na prvem mestu je to gotovo nek strah, nerazumevanje tematike. Zdaj, finančni svet je poln nekih nepredvidljivih grafov, nekih kompleksnih produktov in ljudje smo tako naštimani, da se avtomatsko odmaknemo stran od tistega, kar ne poznam. Ne? In ker ne poznamo, se pobegnemo, ne naredimo tega koraka naprej. Jaz popravim, če ne narediš tega koraka naprej, si že avtomatsko en korak zadnji. In zadnjič me ena stranka mi je rekla, veš, jaz pa še nikoli nisem na loto zadev. Ampak tudi srečke še nikoli nisem kupil. Saj pri investiranju je isto. Če ne bom investiral tudi tistih donosov, ki jih trg prinaša, ne bom dolgo. Drugi razlog je ta averzija do strahu. So to znanstveniki dokazali, da je ta občutek
bolečine ob izgubi 100 evrov je dvakrat močnejši kot pa zadovoljstvo ob dobičku 100 evrov. Da se ljudje avtomatsko usmerijo v možnost izgube, namesto v možnost donosa na dolgi rok, če bi ta denar investiral nekam na kapitalske trge. Potem so to slabe izkušnje. Eden izmed razlogov za ta strah v Sloveniji je še vedno živ ta spomin na leto 2008-2009. Imeli smo tudi neke neuspešne zgodbe s tajkunskimi prevzemi, certifikati in tako naprej. In vse to je stvarilo neko generacijo nezaupljivih varčevalcev, ki verjamejo, da je borza, da so kapitalski trgi špekulacija, kazino, goljufija. In še en razlog za pomemben je pač redni nagon. Ljudje želimo pripadati neki množici. Smo socialna bitja. Ampak kaj to na borzi pomeni? Da kupujemo takrat, ko vsi kupujejo, torej ko je drago, in prodajamo takrat, ko vsi mediji govorijo o tem, ko je sosed prodal. To pomeni, da poceni prodajamo. Warren Buffett je izjavil, da legendarni investitor je izjavil, da je borza v bistvu edina trgovina na svetu, ki ljudje drago kupujejo, pa poceni prodajajo, in to je recept za finančno katastrofo. Omenili ste generacije prej, pa je med mlajšimi generacijami mogoče kaj, se pravi, denar tudi tabu, tako kot je recimo pri starejšimi, ali pa so se pri ravnanju z njim bolj pripravljeni pogovarjati, a so bolj odprti za te finančne nasvete? Zdaj so opažen kar en tak generacijski premik. Mogoče, če je bila tema financ za naše starše ena taka tabu tema, o kateri se ni smeli javno govoriti, pa pri mladi vidimo, da so veliko bolj odprti za teme o denarju, pogovore o financah in tako naprej. Normalno, mislim, so bili, rastli so z internetom, informacije tako slabe kot dobro so nekaj klikov oddaljene stran. Mladi spremljajo neke finančne vplivneže, influencerje, poslušajo finančne podcaste in so nasplošno bolj izpostavljeni nekim pogovorom na to temo. Mislim, da je bila nekaj let nazaj upravljena raziskava v Sloveniji, Eurobarometer, ki je pokazala, da mogoče ni toliko težava v tem, da so mladi finančno nepismeni, ampak da jih ta tematika ne zanima, oziroma je njihov odnos do financ nevtralen, do upravljanja osebnih financ. To pomeni, da jih ne zanima, dokler ne pride do situacije v življenju, ko pa jih začne zanimati. A je to rojstvo otroka? A je to nakup nepremičnine? Prva zaposlitev? No, takrat, to je pa velika razlika z ostalimi generacijami, ki imajo zelo zakorenjene te svoje neke običaje, navade, pa mladi poiščejo nasvet in so zelo dovzetni za pomoč in za nasvete na tem področju. Tako da ta nevtralnost je priložnost in moramo to generacijo zelo aktivno že danes in tudi v prihodnosti bolj ciljeno finančno opismenjevati in to svetovati. Pa ne prek, se pravi, se učiti verjetno prek interneta najprej. Tudi internet ni slab kanal. Na internetu lahko, danes živimo v svetu, ki je v bistvu internet naša knjižnica. Dostopamo na vsakem koraku do informacij, ki jih potrebujemo. Pomembno je samo, da imamo neko zdravo osnovo, ki pa verjetno prihaja, ali iz družine, iz kjerkoli. Katere nasvete glede ravnanja z denarjem pa ljudje najraje prislišimo in kaj se potem lahko zgodi, kakšne so lahko posledice? Moj nasvet je dolgočasen, začni zgodaj. Investiraj redno in bodi potrpežljiv, ampak nič od tega ni dovolj zanimivo, sploh za mlade, ni dovolj akcija. Ampak je pomembno, da začnemo zgodaj, ne glede na znesek. Veliko vlagateljev sploh na začetku misli, sej s 50-100 evri na mesec pa jaz ne morem ustvariti nekega premoženja. Ampak če se malo poigramo s številkami, recimo, da imamo Mihata, ki pri 25 letih začne investirati 100 evrov mesečno. Ob nekem povprečnem donosu 8%, kot povprečno recimo prenašajo kapitalski trgi, bi do 65 leta, ko bo šel v pokoj, privrčal 320 000. Pri 25 let 100 evrov, pri 65 letu 320 000 evrov. Na drugi strani imamo pa lahko Jožico, ki je stara 45 let in začne 300 evrov mesečno investirati. Do 65 leta bo privrčevala pol manj. Tako da tukaj se pokaže moč tega obrestno-obrestnega računa, ki je Einstein je rekel, da je to 8. čudo sveta. Kdor ga razume, bo zaslužil, kdor ne, bo pač izgubil denar. Velika napaka, ki jo delajo sploh mogoče na začetku varčevalci ali pa investitorji,
je to, da skušajo premagati trg, da skušajo temperati trg, da skušajo oceniti, kdaj se bo trg obrnil, pa bojo na pravi točki vstopali, pa kdaj se bo trg obrnil dol, da bojo ta pravi čas prodali. Moramo se zavedati, da tudi največjim profesionalcem to ne uspe. Pa spet malo igre številk. Če bi v zadnjih 20 letih zamudili samo 10 najboljših dni, torej 10 najvišjih dnevnih rasti, koliko mislite, da bi manj privarčevali v 20 letih? Kaj mislite? Ne vem, verjetno precej velika številka. Pol manj. Samo 10 najboljših dni zamudimo, pa privarčujemo lahko tudi pol manj. In teh 10 najboljših dnevnih rasti se je zgodilo v letu 2008-2009, letih je bilo 6 najboljših, potem smo imeli leto po COVID-u, 3 najboljši dnevi in eden izmed teh, v tej deseterici se je zgodil letos aprila, ko se je od dna trg odbil po napovedu Trumpovih carin. In ravno to je težava, ker če ne privarčujemo dovolj, se ta naš finančni stres še povečuje, moramo še več dajati na stran, nekateri ljudje morajo tudi dlje časa delati in tako naprej. In zato je pomembno, da začnemo čim prej. Pa se imamo čas učiti iz lastnih napak pri ravnanju z denarjem? Mogoče mlajši? V teoriji, ja. V praksi je to lahko zelo draga, boleča šola, ker finančna napaka ni tako kot slaba ocena v šoli. Se pač naučimo, pa popravimo. Napaka pri varčevanju, pri investicijah nas lahko stane desetletje varčevanja, ali pa nas postavi v pozicijo, ko si v bistvu nikoli ne bomo tega opomogli. Recimo en Žiga, ki pri 25 na borzi izgubi 1000 evrov, a pred sabo še desetletje, ko lahko nadoknadi to izgubo z delom, z nekimi novimi varčevanji in tako naprej. Če imamo na drugi strani Andreja, ki pri 55 izgubi 50 000 evrov, ki so bili namenjeni pokojnini, to pa je finančna katastrofa. In zato je pomembno, da prav čas najdejo nek nasvet, da se obrnejo na nekega strokovnjaka, dobijo čim več informacij in da začnejo pravi poti. Kako pa teče en povprečen pogovor med vami in enim posameznikom, ki prvič pride recimo do vas in z namenom, da pač vloži v vzajemne sklade? Kaj vas sprašujejo? Kakšne so tudi njihove predstave o tem, v kaj se sploh podajajo? Včasih je že na začetku začutiti malo strahu, ker mislijo, da jim bo nekdo hotel nekaj prodati, ali pa jih je strah mogoče nerazumevanja, neznanja o tej tematiki. Tako da že na začetku začutimo, a ima stranke kakšne predsodke, naprimer, da lahko v vzajemnih skladih zgubijo vsa sredstva, da za začetek potrebuje veliko nekih sredstev, da investira, da je to neka špekulacija in tako naprej. Nekatere stranke že tako na začetku vprašajo, kateri sklad je pa v zadnjem letu imel največji donos. Kakšni so stroški? Normalno. Vprašajo tudi mogoče v koliko času lahko pride do denarja in tako naprej. Ampak za nas je pa pomembno, da se izognemo vsem tem nekim predsodkom, da jih vodimo čez nek proces, torej da najprej vidimo, kakšni so cilji stranke, kratkoročni, srednjeročni, dolgoročni, da preverimo, kakšno je njihovo predhodno neko znanje, izkušnje, kakšna je njihova toleranca do tveganja, torej kakšen je njihov naložbeni profil, temu pravimo. Potem tudi predstavimo, kako delujejo vzajemni skladi, delnice, obveznice, kapitalski trgi. In ko dobimo vsa ta vprašanja, lahko stranki predlagamo, damo neko idejo, kaj bi bila za njo neka najboljša rešitev. Seveda se stranka na koncu sama odloči. Pogledamo stroške, dokumentacijo, če so odprta kakšna morebitna neka vprašanja, in na koncu stranki odpremo vrata, tako da naredimo ta pristop, ki je neobvezujoč, tako da stranki odpremo vrata v kapitalski svet. Zakaj je naš cilj? Da stranka, ko gre domov, da razume, da verjame, da je dobila to, kar ona potrebuje, in da dobimo zaupanje. Ker finančni svet temelji na zaupanju. Zelo težko ga je dobiti. Zgubiš ga kot. A pridejo z nerealnimi pričakovanji in potem odidejo recimo z nekim zavedanjem, da mogoče so se narobe predstavljali stvari?
Ja, zelo velikokrat. Tudi nič ni narobe, če stranka kdaj reče, jaz se to bom pa premislil. Ne, ker je to normalno. Mogoče je prišel z nekimi predsodki, z nekimi idejami, pa smo mu mogoče pokazali neko drugo stran. Pa je normalno, da stranka tudi prespi in predela vse te informacije, ki jih je dobila. Vi imate 10-letnega sina, ne? Kaj vse ste mu že pojasnili o delovanju kapitalskih trgov? Imam 2 sinova, 8 in 10 let stara, tako da tudi jaz skrbim za naše pokojnine. Jaz verjamem, da se vse začne v družini. Tako da tudi otroci razumejo neke koncepte v naravi, ki pa jih ne znajo povezati v kontekst. Zdaj, mogoče sem delnice razložil na primeru recimo tovarni Lego kock. Zgradimo tovarno iz Lego kock in ena kocka je delnica. In ker ta tovarna zelo dobro prodaja Lego kocke, sva zraven zgradila še eno tovarno Lego kock. Ko te novi tovarni dobim še eno Lego kocko zraven. Torej, kupil sem eno, ker je tovarna dobro delala, sem dobil pa še eno kocko zraven, ne? Brez da bi plačal za njo. Obrestni račun. Tako kot sem rekel, razumejo neke koncepte v naravi, ki jih ne znajo povezati v kontekst. Otrok ve, da če bo naredil kepo, pa je valil po snegu, bo ta kepa vedno večja. In pri denarju je isto, ko ga pošljamo ven, na kapitalske trge se denar lepi na denar, obresti na obresti in je ta kepa vedno večja. Potem imamo vzajemni skladi. Pri nas zelo veliko sadja pojemo, ne? Pa otroci razumejo, da če imam eno košaro, pa noter jabolka, imam samo jabolka. Če pa imam še eno košaro, v katerem vse sadje, ki mi je všeč, jabolko, banane, slive, maline, jagode, ananas, pa če mogoče jabolko zgnije, ga dam ven pa zamenjam z nekim novim, nekaj, kar mi je dobro. No, in to je nek koncept recimo vzajemnega sklada. Da imam veliko stvari noter, to, kar mi je recimo všeč. Inflacija, mislim, da sta letos kar že ugotovila, kaj to pomeni. Lani je bil sladoled 2,5, 3, letos že 4,5. Ampak tukaj sem jim pa pokazal, ne, in zato je pomembno, da se tudi v družinah odkrito pogovarjamo. Zdaj oni mogoče ne razumejo otroci, ampak če bo večkrat slišal, ko bo starejši, bo pa z njim povezal zadeve. Veste, da varčujem za njih v vzajemnih skladih. Pa veste, da je bil urejen, smo dali 1000 evrov noter in ve, da danes ima 2000 evrov noter. Torej razume, da se dobrine držijo, ampak če on ta denar tudi investira, bo tudi v prihodnosti več imel. Si bo lahko še vedno isto privoščil, ali pa še kaj več. Torej se veste, da varčujemo v vzajemnih skladih, ima je znan ta izraz, pa mogoče čisto ena taka anekdota, smo bili v bančnem muzeju, pa nas je sprejela ena zelo prijazna gospa, pa je vprašala normalno, vidva že varčujete v vzajemnih skladih? No, da sta izstrelila. Ne, če varčujete na banki, če že kaj varčujete, ne? Pa sta izstrelila, ja, v vzajemnih skladih. Ne? In je bila tudi ona presenečena, še mene sta presenetila, no? Ker bi pričakoval, da rečete, ja, imamo šparočko in tako naprej. Ne? Prva stvar, ki jih potrebno naučiti, kako sploh denar deluje. Letos mi smo na morju in otroci grejo na štante in imajo velike oči. Ne? Za tiste stvari oči seveda tega ne kup. Si morate samo da zaslužiti. Tako da je pomenilo, da imajo cilj, motivacijo, da nekaj želijo, da vejo, da morajo tudi nekaj dela vložiti v to. Pa sta nabirala školjke, sta školjke prodali, sta nekaj zaslužila. Potem pa školjke niso bile več zanimive, je bilo treba biti bolj inovativen. Pa so začeli prodajati limonado, pa palačinke. Je prišla konkurenca. So se naučili, kaj je konkurenca. Je treba biti še bolj inovativen. Pa so začeli v zapestnice delati, pa 3D tiskalniki, neke okraske in tako naprej. Tukaj so se pa naučili, da če nekaj proizvedeš, imaš neke stroške s tem. Torej, če prodaš ta strana stroške, nekaj ti ostane. Se lahko nekaj privoščiš, no tukaj pa jaz motiviram, zdaj, če si nekaj zaslužil, nekaj ti je ostalo. Če boš del investiral v sklade, ti še toliko dodam zraven. Če boš 10 evrov sklade, ti jaz 10 evrov še dodam. In tako naprej. Veliko je nekih konceptov, kako otroku to razložiti. Upam, da sem komu dal kakšno dobro idejo, ne? Ampak vsak mora tudi neko svojo pot najti. Kdo vse in kako pa bi po vašem mnenju moral skrbeti za finančno opismenjevanje prebivalstva, ki vemo, da je kar precej, lahko bi bilo boljše, no? Precej boljše. Jaz mislim, da v zadnjih letih je bilo veliko na tem področju narejenega.
Tudi nacionalni program finančnega opismenjevanja, mislim, da je zelo dobro zastavljen. Ampak ne sme biti zastavljen kot projekt, ampak kot nek proces, ki teče konstantno, ves čas. Zdaj, zastavljeno mora biti tudi na večjih ravneh. Na prvi ravni je to družina, o tem smo se danes tudi že pogovarjali, da to ni neka tabu tema, mogoče se lahko že vključuje neke varčevalne sheme, že otroke, ko se rodijo, recimo v Nemčiji se da zelo dober predlog, da se družinam vsak mesec nameni 10 evrov, ki se jih mora investirati za otroka na kapitalske trge, in otrok do tega denarja pride, ko gre v penzijo, ko gre v pokoj. Ampak tukaj je pomembno, da starši dajo zgled otrokom. Če otrok dobi nek zgled pri 18 letih, če mu starš da, to sem zate privrčeval, enemu da zgled, drugo pa ga pa tudi opolnomoči, da on sam potem nekaj ustvari iz tega naprej. Potem na drugi ravni so vzgojno-izobraževalne ustanove, šole, vrtci, mislim, da tudi nacionalni program finančnega opismenjevanja določa 35 ur v vrtcih oziroma v osnovni šoli pa 35 ur v srednjih šolah, kar je dober cilj. Pomembno je samo, da mlade nagovarjamo na drugačen način. Ne čez neko teorijo, tako kot so mogoče nas učili, kaj je obrestni račun, da moraš vedeti, kaj je delnica, ampak da jih nagovarjajo v smislu čez neke njihove življenjske, primerljive cilje. Da si razmišljal o tem, da bi več potoval, pa veš, da s 50-100 evri lahko privarčuješ za tako in tako potovanje. Pa mogoče malo starejše že, si razmišljal o nakupu nepremičnine. Pa veš, da lahko z majhnimi zneski v 10 letih privarčuješ toliko in toliko zaporov za nakup neke nepremičnine. Potem tretja raven je tudi spodbuda delodajalcev. Ena zelo dobra knjiga, mislim, da sta avtorja dobila Nobelovo nagrado za ekonomijo letos, Nač oziroma Dregljaj, je ravno o tem govorita, kako je potrebno tudi zaposlene malo dregati, da začnejo razmišljati o tem, o svoji pokojnini, da začnejo varčevati. In če se odločijo, da vstopijo ali neko pokojninsko zavarovanje, pokojninsko shemo ali pa vzajemne sklade in tako naprej, jih delodajalec še dodatno motivira, da še nekaj vplača za njih. Recimo tako, kot sem prej razlagal na primeru mojih otrok. In potem na 4. ravni je pa neko usklajeno delovanje finančnih inštitucij, ministrstev za delo, finance, agencije za trg vrednostnih papirjev, Banka Slovenije in tako naprej, za samo finančno industrijo, torej bankami, zavarovalnicami, družbami za upravljanje. Sploh v zadnjih letih je to sodelovanje na zelo visokem nivoju, ampak ker smo se danes veliko pogovarjali o nekem finančnem stresu, ki vpliva na naše psihično, tudi fizično zdravje, se lahko na eni točki mogoče vključi tudi Ministrstvo za zdravstvo. Zakaj pa ne? Mogoče je to tema za en drug podcast. A nam ChatGPT lahko da kakšen koristen nasvet pri glede vlaganj? In kje so pasti tudi? Ja. ChatGPT oziroma umetna inteligenca je zelo dobro orodje, ki pa se ga moramo naučiti še uporabljati. Ima veliko prednosti. Naprimer, če bomo umetni inteligenci postavili vprašanje, opiši mi obrestno-obrestni račun, razloži mi obrestno-obrestni račun, kot da bi bil 10-letnik. In bomo dobili fenomenalen odgovor. Ali pa, če bomo napisali vprašanje, napiši mi 10 vprašanj za mojega finančnega strokovnjaka. In bomo dobili 10 zelo konkretnih vprašanj, na katere moramo dobiti odgovor, preden se odločimo za nek finančni korak. Na drugi strani ima pa umetna inteligenca tudi neke pomanjkljivosti, slabosti. Umetna inteligenca ne da personaliziranega odgovora. Ne pozna, ja? Kar je pa bistveno pri financah. Ravno tako, neki čustveni vidik in tako naprej. Ne pozna nekega našega družinskega ozadja, naših nekih težav, zakreditiranosti, prihodkov, odhodkov in tako dalje. Zato so odgovori umetne inteligence velikokrat zelo generični. In nasvet za nekoga je lahko dober, za nekoga pa tudi slab. Potem je tudi vprašanje odgovornosti. Če sledimo samo nasvetu umetne inteligence, vse je super, dokler moja naložba raste, kaj pa, ko pade? Moramo se zavedati, da finančna industrija je zelo strogo regulirana.
kaj lahko, na kakšen način lahko podajamo informacije, damo ideje, svetujemo. Pri umetni inteligenci tega ni. Mogoče pa bo v prihodnosti. Potem je tudi mogoče slabost, zadnjič sem poslušal direktorja Entropika, tudi razvija ta jezik, umetno inteligenčni, je rekel, da sami razvijalci ne razumejo točno, kako umetna inteligenca deluje, iz kje jemlje podatke, kako jih deluje. Tako da lahko se zgodi, da bo nasvet netočen, da bo zastarele informacije. In zelo pomemben ta vidik je tudi čustva. Umetna inteligenca ne razume nekih čustvenih dejavnikov. Umetna inteligenca, ko bo naša naložba padla, nam ne bo nudila neke psihološke pomoči. Pa ko bo nek popravek na borzi, nas ne bo spomnila, kaj je bil naš cilj, zakaj smo sploh začeli varčevati. Če se mogoče vrnemo na začetek, smo se pogovarjali cilji. Kaj je bolj pomembno, če vas vprašam? Pot ali cilj? Cilj verjetno, če je rezultat dober. Ja, ampak do cilja moramo po poti prijeti. Ampak pomembno je tudi družba na tej poti. Namesto pravega sogovornika, prijatelja, ki me bo znal usmeriti, mi dal ta prav nasvet, me poslušal, razumel. Za nekateri se bojo odločili, da je to umetna inteligenca. Jaz pa osebno verjamem, da bo človeška figura še vedno tista prava, na katero se bodo ljudje še vedno obrnili, ker bo imela to empatijo, ki je umetna inteligenca ni. In tudi ima človek, ki pač recimo samo nekaj, se pravi, mu pade vrednost, ima neko osebo, na katero je lahko mečkan jezana, ne? Tudi, ja. Se dokler raste so vlagatelji, tisti, ki so to dosegli. Ko pade, smo pa mi krivi. Malo se hecam. Ja. Dobro, gospod Iljanič, najlepša hvala za pogovor. Hvala pa tudi vam za poslušanje. Lep pozdrav.